Dober dan. Danes bomo govorili o razvezi zakonske zveze. Za nekaj pomembnih nasvetov smo poprosili izkušenega odvetnika Zorana Korenčana iz Ljubljane. Razveza zakonske zveze se uveljavlja v postopku pred okrožnim sodiščem in sodišče je tisto, ki odloča o razvezi zakonske zveze. Naš zakon, za razliko od starejših predpisov, ne uveljavlja več, da bi morali biti za razvezo zakonske zveze podani neki krivdni razlogi, ampak je za razvezo dovolj, da eden od zakoncev zatrdi, da so razmere med zakoncema postale nevzdržne, da je zanj zakonska zveza nevzdržna in v tem primeru sodišče zakonsko zvezo razveže. Torej, ne ugotavlja, kdo je za to kriv ali odgovoren, dovolj je, da eden od zakoncev trdi, da je zanj ta zveza nevzdržna. Obstajata dva načina razveze zakonske zveze, in sicer eden je na podlagi tožbe, ko se zakonca o razvezi in pravnih posledicah razveze ne moreta dogovoriti. Drug način je pa sklenitev sporazuma. Sporazum je praviloma v obliki notarskega zapisa, se dogovorita tudi glede premoženja, glede tega, kje bodo otroci, komu bodo dodeljeni, tudi glede višine preživnine. Zdaj, kdaj je potrebna pomoč bodisi odvetnika ali pa pravnega svetovalca v zakonskih sporih, bi odgovoril tako, da v glavnem, kadar gre za enostavne stvari in kadar sta zakonca v takih odnosih, da se lahko dogovorita, takrat je smiselno, da to uredita sama. Ko pa ta njun dogovor ni možen, ko se na primer ne morete dogovoriti glede tega, pri kom od njiju bo otrok živel, kdaj bodo potekali stiki med staršem in otrokom in kakšna bo višina preživnine, v takih primerih pa je po vsej verjetnosti potrebno angažirati strokovnjaka. Skupno premoženje se razdeli, ko preneha zakonska zveza, lahko se razdeli tudi v času zakonske zveze. Zdaj, pomembno je, da definirati sam pojem skupnega premoženja. Skupno premoženje je namreč tisto premoženje, ki ga zakonca ali pa izvenzakonska partnerja ustvarita v času svojega skupnega bivanja ekonomske skupnosti z delom. Torej, v skupno premoženje ne sodi tisto, kar sta imela preden sta stopila v skupno zvezo, ali pa tisto, kar recimo podedujete ali dobite z darilom. To je definicija skupnega premoženja. Zdaj, če se zakonca odločita, da boste to skupno premoženje razdelila v času zakonske zveze in sta si glede tega sporazumna, skleneta pravni posel, pogodbo, dogovor o razdelitvi skupnega premoženja, ki mora biti sklenjen v notarskem zapisu, torej pred notarjem. Drug način pa je, da nekdo pač to uveljavlja v sodnem postopku. Pravilo pa, kot sem že rekel, je, da velja zakonska domneva, da sta vsak prispevala k skupnemu premoženju po enakih deležih. Lahko pa eden od zakoncev dokazuje, da je njegov prispevek večji. Ob razvezi zakonske zveze ali pa ob razpadu izvenzakonske skupnosti je seveda potrebno odločiti tudi, kdo bo za otroka skrbel, torej komu od zakoncev ali partnerjev, ki se razhajata, bo otrok dodeljen in zaupan v varstvo in vzgojo. Zdaj, v
ko gre za sodne postopke, je posebna skrb sodišča, da glede teh vprašanj ščiti interese otroka. In sodišče tudi odloči o primernosti tistega, kateremu otroka zaupa. Zdaj, možno je tudi dogovor ali pa odločitev sodišča, da se otrok dodeli obema staršema, torej v skupno skrbništvo. To pa je možno predvsem tedaj, ko sta starša sposobna česa takega, torej sta sposobna komunikacije, nista med seboj sprta in v takih primerih je to za otroka tudi najbolje. Več pa je primerov, ko pride do drugačne situacije, ko sodišče odloči, da dodeli otroka bodisi v varstvo materi, to je najbolj pogost primer v Sloveniji, bodisi tudi, da otroka dodeli v varstvo in vzgojo očetu. Ti primeri so sicer bolj redki, vendar tudi do takih primerov prihaja predvsem, kadar je otrok že toliko zrel in razumen, da lahko izrazi to svojo željo, da bi bil recimo pri očetu, bodisi da so jasno izkazane kakšne druge okoliščine, ki pa utemeljujejo, da bi bilo v dobrobit otroka, da se dodeli recimo očetu. To so pa lahko primeri, kot je, da bi bila na primer mama vdana alkoholu, mamilom, da nima rednega bivališča, da nima svojega bivališča urejenega in taki primeri. Kadar sta zakonca sposobna dogovora oziroma ste naredili tudi sporazum pred notarjem, takrat praviloma tudi vse te zadeve v zvezi z otrokom, premoženjem uredita sama in ta angažma sodišča niti ni toliko pomemben. Kadar pa pride do situacije, da mora o tem odločiti sodišče, je naloga sodišča, predvsem iz razloga, da se zaščitijo otrokovi najboljši interesi, ta, da se ta postopek pospeši in da se reši zadeva čim prej. V ta namen so tudi pri okrožnih sodiščih organizirani, ustanovljeni posebni tako imenovani družinski oddelki, družinski sodniki, ki specialno odločajo samo o teh vprašanjih, torej v vprašanjih razveze, dodelitve otrok, določitve preživnine. Praksa je zdaj različna, čisto odvisno na katerega sodnika zadeva pride. Praviloma dobiš vabilo na prvi narok v nekaj mesecih, 3, 4, 5 po vložitvi tožbe in tedaj se začne zadeva odvijati pred sodiščem. Seveda je to odvisno zopet od akterjev postopka, samo trajanje tega postopka. Če sta akterja zelo navzkriž in tudi recimo po 6, 7, 8 mesecih postopka ne uspeta skleniti nekega dogovora, potem so to postopki, ki se lahko vlečejo tudi leta. Sicer takih postopkov je vedno manj, ampak so tudi taki postopki in v takih postopkih praviloma trpi otrok. Lahko si predstavljate, kako tako trajanje postopka vpliva na njegovo preživljanje, če ne dobiva preživljanje, ni določena in tako naprej. Nima urejenih stikov, bodisi z očetom, bodisi z mamo. Ni jasno, komu od njih je dodeljen. In v takih primerih je praviloma otrok tisti, ki potegne kratko. Hvala, da ste bili z nami v oddaji Pravni kotiček. Pridružite se nam tudi prihodnjič. Lahko pa nam pošljete svoje vprašanje na naslov Nasvidenje spet 15. aprila.